so vedno pripravljeni na nudenje takojšnje in nesebične pomoči. Lani so se na Krasu, če malo spomnim na te dogodke, borili z mogočnim ognjem, letos pa več tednov z močnimi tokovi in vodami, prav zato, ker so vedno pripravljeni pomagati, tudi če ob tem nekateri tudi tvegajo svoje življenje in domove, je Špar Slovenija nudil takojšnjo pomoč z dostavljanjem nujnih potrebnih sredstev na odrezane, oddaljene lokacije v primeru vseh teh težav. Skupaj podjetje Špar Slovenija doniralo več kot 190.000 evrov. Za slovenske gasilce, ki brezpogojno nudijo takojšnjo pomoč, so podjetju želeli storiti še več in jim iskati še dodatno naklonjenost in spoštovanje. In zaradi tega smo danes tukaj in več o tem projektu bo povedal glavni izvršni direktor podjetja Špar Slovenija, gospod David Kovačič. Izvolite. Hvala. Ja, danes smo torej tukaj zato, da predamo tole donacijo, ki je nekako zadnji korak v tem projektu, ki smo ga zastavili, in s tem projektom smo želeli izraziti podporo slovenskim gasilcem, ki so, kot je bilo rečeno, vedno pripravljeni pomagati, pa naj se bodo to poplave, ujme, požari ali pa tudi, če kakšen maček zaide na kakšno streho na pašo, tudi takrat se kliče gasilce. In s tem nekako lepšajo naše življenje oziroma nam ga delajo boljšega, podobno pa je naša misija na Šparu, lepšati življenja ljudi, in tukaj smo videli neko presečno točko. Ker so pa gasilci tudi zelo priljubljeni med splošnim prebivalstvom, to ne vem, koliko je znano, ampak pri vseh raziskavah javnih mnenj so gasilci tista skupina, ki uživa največje zaupanje javnosti. Smo pa rekli, bomo pa v ta projekt tudi vključili naše kupce, in to smo naredili z temi našimi dobrimi piškoti, ki so tudi res dobri, smo jih degustirali prej in predtem smo jih potrdili, so v redu, da so tudi pakirani v takšne škatle, iz katerih se da sestaviti gasilski avtomobilček, in na ta način kupci so pač z nakupom teh piškotov lahko tudi prispevali k tej donaciji. Hkrati pa smo jih pozvali tudi, da na digitalnih kanalih namenijo kakšne dobre misli našim gasilcem. Specifično je pa tale donacija namenjena promociji prostovoljnega gasilstva med mladimi, ker trenutno ta sistem civilne zaščite je precej v Sloveniji temelji na prostovoljnem gasilstvu, in trenutno je tukaj, kot vidimo, naša civilna zaščita sposobna ukrepati, ko je potrebno, ampak če ne bo priliva mladih nadobudnih gasilcev v vrste gasilcev, potem pa mogoče jutri ali popoldne več ne bo tako. Tako da s tole donacijo želimo pomagati pri popularizaciji prostovoljnega gasilstva med mladimi. In zelo nas tudi veseli ta odziv javnosti, piškoti so že skoraj razprodani, lepih misli se je, mislim, da preko 1000 nabralo, tako da smo tudi s tega vidika zelo veseli. Ja, gospod Kovačič, najlepša hvala. Jaz moram potrditi, da očitno so dobri, zato ker jaz vedno, ko jih prinesem iz Špara, jih nikoli ne dobim za probati. Doma jih vedno zmanjka. Danes smo se, kot rečeno, zbrali z namenom, da pospremimo predajo donacije podjetja Špar Gasilski zvezi Slovenije, vendar ta številka zaenkrat še ostaja skrivnost. Preden izvemo, koliko sredstev so v podjetju Špar Slovenija zbrali za naše dobre može, pa besedo predajam še predsedniku Gasilske zveze Slovenije, Janku Cerpeniku, ki bo predstavil izzive, s katerimi se GZS danes spopada. Pa ne zgolj z ujmami. Res je. Hvala lepa. Najprej seveda se zahvaljujem gostitelju v tem smislu PGD Vič, da nas je sprejelo v tale lep dom. Odločitev je sicer bila na nivoju Gasilske zveze Ljubljana, pa vendarle sem z Vičem tudi osebno malo povezan, pa o tem ni bi sedaj kasneje mogoče. Gre pa za društvo, ki na nek način ponazarja to vključenost med mestnim in pa primestnem okolju.
in je en tak tipičen primer naše gasilske organizacije na Slovenskem. Jaz mislim, da smo gasilci v preteklem letu in letos pravzaprav na nek način dokazali, da znamo in zmoremo tudi pri tako velikih intervencijah, kot so bile, ki so prizadele velik del Slovenije. In zahvaljujem se tako donatorju Šparu, kot tudi vsem ostalim donatorjem, ki so prepoznali to tveganje in pa seveda to veliko delo, ki smo ga upravili na letošnji poplavi, tudi znali in začutili to prizadetost ljudi ob samem dogodku. Hkrati pa seveda tudi pomeni ta donacija, tako kot je bilo rečeno, pravzaprav en dodatek k našim programom vključevanja mladih v gasilsko organizacijo. Zaenkrat se lahko pohvalim, da imamo na letni ravni približno 2500 mladih, ki se vsako leto vključijo v gasilsko organizacijo, in to nas seveda zelo, zelo razveseljuje. Hkrati pa seveda moram povedati, da ne drži, oziroma da se zadeve v naši soseščini, v naši regiji, če govorimo o Evropski uniji, tudi že spreminjajo v negativni trend. In na to moramo biti pripravljeni. Tudi pri nas se verjetno ta številka ne bo skozi uspenjala. In zato želimo čim prej seveda angažirati vse mlade, da se vključijo v gasilsko organizacijo, kajti tradicionalno rečeno te vrednote, ki jih zagovarjajo gasilske organizacije, so tudi vrednote, ki jim bodo v veliko pomoč pri njihovem razvoju v življenju. Drugače mogoče samo en kratek statistični podatek. Trenutno je v Sloveniji 173 tisoč članov gasilske organizacije in imamo približno 100 tisoč operativcev, ki so pripravljeni pravzaprav pomagati ljudem v stiski kadarkoli. Da ta številka drži, lahko potrdim tudi z naslednjim podatkom, da je bilo na poplavah vključenih 64 tisoč gasilcev, operativcev, in da so pravzaprav, tako kot rečeno, oddelali svoje delo in naloge v skladu s pričakovanji. Seveda ni vse zlato, kar se sveti, zagotovo bomo iz analiz na teh intervencijah tudi potegnili določene zaključke, kako naj naše delo organiziramo tudi v prihodnje. Pa vendarle, kot je rekel direktor, nam to zaupanje podeljuje tudi moč, da za naše delo tudi v prihodnje. No in konkretno ta znesek, o katerem danes govorimo, bomo vključili, to se pravi v delo mladih. Nas v drugem letu čaka en pomemben dogodek v mednarodnih razsežnosti, in sicer Mladinska gasilska olimpijada v deželi Trentino v Italiji, kjer bo sodelovalo 30 držav iz celega sveta in kjer se bodo seveda mladi pomerili v vseh svojim znanju in veščinah, ki jih obvladujejo. In ta znesek bomo namenili predvsem ciklu tekmovanj, priprav in pa izbora najboljših od najboljših tudi v mladinskem delu. In vem in zagotovo sem prepričan, da bo ta denar pripomogel, da bodo naši mladi pravzaprav začutili to sporočilo, ki jim ga dajemo, in da se bodo na tem tekmovanju tudi dobro odrezali. Mi smo vedno posegali na minulih olimpijadah v sam vrh tekmovalnih enot, kar se tiče mladinske kategorije. Tako da jaz seveda upam in želim, da ni to naše zadnje sodelovanje in da lahko na tem področju s sinergičnimi učinki pravzaprav en drugemu zelo veliko pomagamo. Tako da jaz bi zaključil ta moj kratek nagovor s tem našim znanim slovenskim gasilskim pozdravom službi ljudstva na pomoč, ki ima svoj pomen, je pomenljiv, in seveda vse dobro vsem vam v bližajočih se praznikih in v novem letu. Ja, najlepša hvala. Ja, gasilci ne samo, da so dobri, ko morajo pomagati, ampak moram potrditi, ja, tudi na vseh večjih tekmovanjih in sodelovanjih in pri učenju. Zdaj pa imamo že tukaj, so se mi pridružili, kot ste rekli, je treba začeti pri najmlajših in danes imamo tukaj goste iz vrtca Vrhovci. Dajmo jim en aplavz. Kako ste? Zdaj pa roko gor, kdo bo gasilc? To bo velik. Ok, imamo, ene par jih imamo. A jaz drugače naredim, se pravi, zdaj pa unka bo gasilc, ki bo velik, dobi piškot. Roke gor.
Zdaj pa se je pa, a da mraš mandarine? A te mandarine pa že imam doma, jabolka tudi. A bom dal vzgojiteljici, pa bo ona razdelila, da sem tako pridni. Kaj, ko ste pa šli pogledati gasilski avto? To vas najbolj zanima, ne? A greste najprej pogledati, da najprej piškot pojedel? Zdaj ste dolček. Najprej piškot, ne se strinjamo, jaz kakole predavljamo. Super, man. To so morda novi člani. Predlagam, da kar pripravite pristopne izjave. Zdajle s cukrom jih imamo. To je... Jaz mislim, da je nastopil tudi čas, da razkrijemo, koliko sredstev smo zbrali za donacijo Gasilske zveze Slovenije. To nam bo razkrila gospa Lidija Rakoša, direktorica marketinga v podjetju Špar Slovenija, ček pa bo predsedniku Gasilske zveze Slovenije predal David Kovačič, glavni izvršni direktor Špar Slovenija. Tole priložnost še za fotografijo, Lidija pa par spremnih besed. Najprej najlepša hvala vsem Gasilski zvezi Slovenije za sodelovanje, da ste bili pripravljeni sodelovati z nami. Zdaj pa imamo še špalir za vse skupaj, takole, odlično. Imamo gasilca, Lidija, izvolite, smo morali nekaj special efektov po domače vklopiti. Jaz bi rada povedala, da sem hvaležna, da ste sodelovali v naši akciji, da ste nam posodili gasilski kombi, s katerim smo tudi posneli čudovit spot, v katerem ste sodelovali tudi vi, gasilci, in pa tudi v kampanji sta sodelovala tudi dva naša sodelavca, ki sta danes tudi tukaj, gasilca, drugače delata v naši trgovini, Darja in pa Gregor, tako da tudi njima hvala. Mi smo s prodajo piškotov zbrali kar 25.000 evrov, tako da to je zelo velik znesek, tako da hvala vsem, ki ste kupili te piškote in pomagali, da bo Gasilska zveza Slovenije lahko podprla podmladek. Zbrali pa smo tudi več kot 1000 misli. In tukaj jih je nekaj na tem plakatu, ljudje so zelo veliko lepih misli namenili, še več jih na naši spletni strani, tako da gospod Cerkvenike, so vam tole podarjam. Imamo pa tudi pripravljene plakate, ki jih boste potem lahko razdelili tudi po ostalih prostovoljnih gasilskih društvih, zato da bodo tudi oni videli, kaj Slovenci mislijo o vas in kakšne lepe misli vam pošiljajo. Hvala. Gospod Kovačič, ampak imamo občutek, da to še ni vse. Tako je, ker smo pač bili tako veseli, da se je ta akcija tako dobro prijela, smo se odločili, da bomo mi pa še nekaj dodali k temu znesku, ki je bil zbran za prodajo piškotov, in smo ga podvojili, tako da je donacija 50.000 evrov. Tako, zdaj pa še ta pravi bon. In dobra popotnica, in upam, da nas ne bodo tako matrale ujme, kot so nas v preteklem letu oziroma v tem letu, ki se zaključuje. 50.000 pa gre Gasilski zvezi Slovenije strani podjetja Špar Slovenija. Izvrstno. Jaz bom še zdaj, ko bodo vsi pokazali prste navzgor, da imajo fotko pripravljeno za objavo, se bom zahvalil in pa rekel, da še vedno imate možnost nagovoriti naše glavne akterje oziroma zastaviti kakšno vprašanje, če ga kdo ima, seveda bodo pa na voljo za kakšne posnetke in intervjuje tudi v nadaljevanju našega druženja. Tako da, če ima kdo kakšno vprašanje, mogoče, roko gor, zdaj trenutek, ne? Vrtičkari, imate vi kakšno vprašanje? Če so še piškoti, še. No, zdaj smo mi tako rekoč zaključili z uradnim delom, da lahko vsi pojemo kakšen piškot, spijemo kakšen čaj, se podružimo, malo podebatiramo. Hvala vam za vaš čas, za udeležbo. Zahvaljujem se tudi vsem govorcem, seveda, in vsem, ki ste pridno jedli piškote in utrinjali svoje lepe misli, ki bodo, verjamem, da kakšen gasilec jih bo pa tudi kdaj prebral, pa mu bodo dali dodaten zagon. Vkolikor si kdo, ne samo ta najmlajši, želi ogledati gasilsko delo, opremo,
gasilska vozila, ste lepo vabljeni, naši kolegi vam bodo z veseljem vse razkazali. Jaz pa se vam bom zahvalil za pozornost, za družbo in srečno in vse lepo konec tega leta in uspešen skok v novo leto. Hvala. Hvala.